Ljubiteljice in ljubitelji slovenskega prvoligaškega nogometa, lep dober večer z obale. Čakamo četrto tekmo 17. kola Slovenske lige med domačim Koprom in pa gosti iz Maribora. Kot rečeno, četrto srečanje v tem tekmovalnem dnevu. Številko 23, zdaj je bil pri žogi Timoteja Dodleka, ki je bil z Mariborom kar trikrat državni prvak. Pa Rudi Požek Vancaš v svojem znamenitem driblingu. Vancaš, Matko. Kako težko je zdaj igralcem Kopra. Pa zdaj strel z razdalje in Blaž Vrhovec je dosegel izjemen zadetek v 21. minuti. Ja, tule je gol visel praktično. Domača ekipa ni uspela izbiti 5 minut žoge na nasprotnikovo polovico in Maribor povsem zasluženo vodi z 1-0. Ja, predvsem je bila pomembna ta odvzeta žoga malo predtem, mogoče kakšno akcijo nazaj, potem pa seveda to obleganje, tu izjemna tudi požrtvovalna podaja Repaza. Krecu. Kakšno akcijo. Krecu na desni strani. Tokrat je bolje podal in Rok Kronaveter brani Vargič. Dodlek zdaj, Krecu ni storil prekrška. Krecu, sam je tam zdaj Rudi Požek Vancaš, znova v ta dribling na desno stran. Kolmanič, Požek Vancaš. Dodlek je izjemno posredoval, pa Krecu mimo vrat. Koliko priložnosti. Dodlek, veliko dela je imel v razbijanju napadov Maribora. Dejal je v polčasu, da so enostavno puščali preveč prostora, to je Branko dejal že takoj po 10 minutah, pa Dare Vršič, Vršič iz težkega položaja stresel je v okvir vrat, pa Kneževič, poskus loba, zdaj Ažbeta Juga, vendar ni se išlo. Dosa Giln tam pomaga tudi v zadnji vrsti. Kolmanič, pa znova veliko prostora za Repasa, Repas strelja, kako je tole žoga šla in skoraj da prevarala vratarja Vargiča. Repasa smo danes že kar nekajkrat videli. Kako je tule poletel po zraku Špiro Peričič. Kako komunicira z glavnim sodnikom Palčič. Mula Husajnović in Peričič. Ali je Mula Husajnović storil prekršek? Jug pušča prednost. Mula Husajnović in ali bo to zadetek? Ne. Pogleduje sicer proti zelenici. Ni najboljše? Pa poglejmo zdaj Vršiča. Dare Vršič. Dare Vršič strelja! Vseeno je zadev. Neverjetno. Tudi Peričič ni tam pomagal. Pa sem rekel, ko je postavljena žoga, da točno to lahko zadene. Kakšen mojster je Dare Vršič, pa to je neverjetno. Tukaj je bil bolj ključen skok. Vsi smo vedeli, kam bo streljal. Igralce v zidu, magari še ga kdo dvigne od zadaj, da je višji. Kot to postavljati pred vratarja, ob vratarju igralca v gol. Neverjetno. To so delali bolj naprej. Ko je Kopar v težavah, pride na pomoč Dare Vršič. Izjemen zadetek, poglejmo še enkrat. Kakšen zalet. Začeli drugi polčas nadaljujejo. Tule zdaj priložnost, Repas in zadetek! Jan Repas je torej zadev. Za 2-1 za Maribor. Nekaj, Camoranesi je uspel velik preobrat, se zaenkrat zdaj tako kaže. To je res za 600. obletnico Mariborskega kluba. Zlata vreden Jana Repasa, ki ima nekaj posebnega v sebi. Ja, veliko krat je danes. Ja, poznam ga že tam od 11. leta, spremljal sem ga kar nekaj časa v njegovi karieri in mu privoščim, da mu... Tako bi rekel, tekma, prvi polčas smo se kar dosti trošili, v bistvu dosti smo tekli, vendar nismo bili dosti efektivni. Dosti smo grešili pri prehodih, ko smo vzeli žogo, smo malo prehitri zgrešili pas. Drugi polčas z nekaterimi spremembami potem smo bili dosti nevarni, imeli tudi šanse. Bila pravi drugi polčas, obrnil se je na nasprotnikovo stran, dobili smo ta gol malo po odbijancu. Vendar reakcija je bila dobra, to je nogomet in
mislim, da se je videlo danes ena dobra tekma. Sì, penso che abbiamo fatto il miglior primo tempo di questo campionato, con intensità, con qualità. Abbiamo meritato nel primo tempo di qualcosa in più e poi è un peccato perché Koper ha avuto quei 5 minuti, ha trovato il pareggio e vabbè, poi abbiamo avuto la reazione che penso che sia la cosa più importante. Meni smo odigrali najboljši polčas do zdaj v letošnjem prvenstvu, zelo intenziven in kvaliteten, ne, z veliko dobrimi stvarmi. Potem pa škoda za to, kar se je zgodilo v drugem polčasu, ko je Koper v svojih 5 minutah boljšega obdobja prišel do izenačenja. Ampak veseli pa tisto, kar se je zgodilo na koncu, znova ena reakcija ekipe na pravi način in zaslužena zmaga.